Dobar dan vsem skupaj. Moram reči, da sem po 50 letih v vaši Ponikvi. Takrat sem pred 50 leti igral kot študent košarko za ekipo Kozjega in smo imeli tukaj v Ponikvi tekmo z vašimi košarkaši. Takrat je bila Ponikva bistveno drugačna kot danes. Potem sem jo ponovno videl ob pogrebu mojega prijatelja Jožeta Bohorča in danes sem jo prehodil skoraj po dolgem in počez in samo čestitam vam lahko. Ponikva je sigurno med najlepše urejenimi kraji v Sloveniji. Čestitam. Zdaj pa mogoče par besed o tem, pa se bo najbrž strinjal Polde in njegova mama, bi se žal pokojna, pa tudi Kristina in tudi Jelka bi se najbrž strinjale, da je, po malo zdaj v hecu rekel, Napoleon je umrl na Sveti Heleni, to najbrž veste, ne? Lojze Slak je pa zaživel na Sveti Heleni, v rojstnem kraju. Veste, o tem se mogoče premalo pove. Vi ne veste, kako sta bila zakonca Slak navezana drug na drugega. Mogoče najbolj vemo, razen domačih, tale moja skupina, ki je z mano danes, nas je kar 16, ki smo vsi prijateljevali, tako z Lojzetem Ivanka, kot tudi s tabo in s tvojo družino. In nekaj ti lahko zagotovim. Vekolikor Lojze ne bi imel tebe, pa vekolikor ne bi tega gojil do tebe, kar je gojil, jaz mislim, da ne bi dosegel tazga viška, kot ga je. Ti si mu Ivanka, ti si bila prvi človek, ki je slišal prve osnutke melodije, besedila in tebe je vedno vprašal, ta prvo, kaj ti misliš o tej pesmi? Jaz sem to slišal zelo velikokrat. Jaz tudi vem, recimo, ne, pri Čebelarju, če smo tukaj, da si ti imela določene popravke takrat, ko je pesem nastajala, ko je bilo treba metriko spraviti, si tudi ti mu določene stvari predlagala in tako naprej. Takrat, ko je Lojze rabil podatek, ki ga je on pozabil, je samo rekel, Ivanka, a se spomniš, kaj je bilo pa takrat, je dobil odgovor v hipu. Neverjetno frišnja možgane ima ta ženska še danes. In pa seveda, ker je bil veliko odsoten, o tem pa se govori, to so ti pa vsi že dali priznanje, torej, da si res držala po konci 3 vogale Slakove družine, ampak tisto, kar sem pa prej rekel, veš, je pa nedvomno tudi res. Brez tebe takega vrhunca glasbe v Slakovi glasbi ne bi bilo, ti si mu ogromno pomagala. Hvala Bogu, da so zraven danes in na to smo res lahko vsi ponosni, še kar, bom rekel, številčni udje Slakove družine. Zelo sem tudi ponosen na to, da je Polde tisti, ki skrbi na vseh ravneh skupaj z vašo družino, da so tudi prireditve, kajti Polde je, kot morate najbrž že vedeti, je tudi odličen dramski igralec, ni bil zastojn tudi direktor Šentjakobskega gledališča v Ljubljani, torej je tudi tam dobil. In pa se je tako vživel v življenjepis in v zgodbe in v življenje Lojzeta Slaka, da je zdaj, ko smo imeli 10 odmevnih koncertov po Sloveniji, v koži svojega strica, torej v koži Lojzeta Slaka, ki je prišel za 2 ure iz nebes na zemljo, odigral čudovite vloge, še enkrat ti moram čestitati. Zdaj pa mogoče o tem, Lojze Slak je imel prijatelje in eden od njih, ki smo mu dal svečko šla ženo pržgati, Jože Bohorč, je bil tak prijatelj, da če je kdo v njegovi, to bojo pa najbolj fantje vedeli, če je kdo v njegovi družbi, v družbi Bohorča,
Unapa na Čenduru zaigral kakšno Slakovo, pa tako naprej, bil tako jezen za znatne. On se je hotel kar steč, tako je bil. On se je hotel kar steč. To je neverjetno, kako je bil on privržen Lojzetu. In zdaj, ne samo on, tudi vsi njegovi prijatelji, tudi Franci absolutno dobro pozna, ker je veliko njegove sodeloval v njegovi epopeji in tako naprej, kako je on znal te ljudi, s katerimi je delal ceniti. Veste, ni pa bilo zmeraj lahko z Lojzetom delati, ker je bil silno natančen človek. Za njega ni bilo polovičarstva. Za njega ni bilo dobro, recimo, vsi vemo, da je Andrej kakšen tenor in tako naprej, ne? Ampak na snemanju včasih, ne, veste, tenor hitro zniža, ne, Andrej, ne tako, to boš ponovil, pa je mogel 3-4 recimo ponoviti in tako naprej. On je bil silno natančen človek, ampak poglejte, kakšen čudež. Iz tistih primitivnih snemalnih naprav, ki so jih takrat poznali, ki so bili 8-kanalniki, to je bil že olala, če je bil 8-kanalnik, iz tistega poslušajte Slakove posnete melodije. Ne boste najdli napake. Jo ni. Jo preprosto ni. To je narejeno v nulo. Pol, da bi lahko tudi verjetno to povedal, da je v življenju, ker je dal skozi in je mogel dati cel življenjepis, torej so bili momenti, ko bi lahko rekli za Lojzeta, pa sej to je slovenski Superman. Mislim, od ogromno nastopov, to, kar je on dosegel na tujih kontinentih, Avstralija, Amerika, Kanada in tako naprej. Sej, to si težko, to zdaj, bom rekel, zdaj, ko vemo za Dončića, pa tole, da Amerika nori za njim, pa tako naprej, da je pa Woodstock recimo noril za Lojzetom oziroma za temne, to pa najbrž malo kdo ve, ne. In v tem pomenu bi pa lahko rekel, da je bil Lojzet celo, da je preskromen človek, se strinjaš. Ja. On je bil preskromen. On, lejte, tudi, ko si prišel k njemu, ti nisi prišel k njemu, da bi zdaj, wow, ne, zdaj pa bi on, kakor da je prišel, bom rekel, ne vem, iz oblakov in drug. Ne, on je bil tako normalen človek. On je tudi v Zidanci, Ivanka, hvala ti za srajčko pa za hlače, 20 let je enako srajčko pa enako hlače. Jaz imam doma spravljanje, ker tu je skozi pa klobuček, pa tis klobuček, 20 let ima enako. On je bil tako skromen človek, pa ni bilo potrebe, da je skromen, ampak po skromnosti obdržal, do smrti obdržal. Ne vem. Ja, vse to, kar je Slavko povedal, je dejansko res. Zdaj, omenjal si košarko pa Ponikve, ne? Ja. Veste, jaz nisem košarke igral, zato ker jaz nisem za te visoke žogometne športe. Tudi unitanijski športi žogico mi ne gredo, mi gre pa druge stvari. Ne? Tako da to, zdaj, da ne pozabim, Anica je omenila malo prej, je rekla, veste, pri Barbovih na Malem Kalu, le pridite, znajo dobro postreči, pa da boste prav razumeli, to ne mislijo striženje, zato ker mi pravzaprav Barbovi ali pa Slaki nimamo kaj veliko dela tukaj, ampak gospodinja Dragica naredi take štrudle in štrukle, da se oblizuje še 14 dni potiskati. To je imela v misli. Zdaj, o Lojzetu, ki si je v bistvu mi skoraj snel besede z jezika, naj povem, da je moj idol in tudi velik učitelj, ker je tudi politični velik, Slavko Podboj, in od njega kopiram in skeniram in poskušam mrzki zapomniti. Nič takega še nisem o tebi zvedel, da si ne bi želel navzeti. Tako da tiste slabe naslovke. Boš mogel že eno pravi. Ja. Ko je Slavko omenil Lojzeta, sam včasih razmišljam, tudi v tem času, ko smo delali lansko turnejo teh koncertov, se nekako bolj živiš v to vlogo Lojzeta. Moram reči, da mi je Slavko rekel to idejo, pravi, ko smo se pripravljali, je rekel, veš, kaj imam pa idejo, ti boš pa Lojzet. Ja, to ne moreš kar tako se postaviti v vlogo Lojzeta. Ne nazadnje je bil Lojze mož Ivanke, ne? In ko je Ivanka slišala to idejo, je rekla, ti boš moj drugi mož. Tako da, ni bilo tako preprosto, ne? Ampak drugo sem premišljal. Zdaj, vemo, Lojze se je rodil na Južnem Kalu,
Otroštvo ni preživel tam, je preživel na Malem Kalu. Razvil se je v vrhunskega glasbenika na svoj način, ki je glasbo dojel in dojemal res po svoje, na svoj način. Ne? Zdaj, vprašanje, kaj bi bilo, če bi otroštvo odraščal na Jordankalu in ne na Malem Kalu, to se je zelo težko spraševati in odgovora ne bomo dobili. Dejstvo je, da je glasba bila doma tudi na Jordankalu, se so bratje bili glasbeno zelo navdahnjeni in polni energije. Ne? Ampak pustimo to, vemo pa to, da Lojze zagotovo ne bi bil takšen v svoji potem zreli mladosti, če ne bi spoznal Ivanko, ki jo je pa spoznal zaradi moje mame. Ne? To pa je bilo tako in zakaj je pravzaprav on Ivanko spoznal? Zato, ker je bil vztrajen človek. Namreč, Ivanko je moja mama pripeljala en vikend na Jordankal, ker so bili sodelavke v Saturnusu, in vsi fantje so začeli gledati to lepo dekle. Ampak Lojze na koncu večera rekel, prste stran, ta puca bo moja. Jaz se seveda spominjam, jaz sem, ne vem, če bi povedal, da sem rojen, pa bom, zato tudi razumeti. Ja. Jaz sem rojen leta 68. In se pravi, otroci se nekako ne spomnimo tistih dogodkov, recimo pred prvih 5 let, tisto ti nekako uide. Ne? Ampak od svojega 5. leta naprej se pa zelo dobro spominjam, kako sta v bistvu z Ivanko in Lojze vedno skupaj, to sta pa kot tandem, kot da eden bere, drug pa piše, ne? Tako je izgledalo. Ne? Bila na obiskih vedno dobrodošla, rada sta hodila na Dolenjsko, rada sta obiskovala sorodnike in Ivanka je bila vedno ena taka, ne bom rekel, ena pravna služba, Lojzetova, ampak nikoli ni prišla praznih rok. Jaz sem se seveda najbolj zapomnil takrat, ko je Lojze prišel z Amerike in je Ivanka dala vsakmu od nas nečakov po en kovanec dolarjev, ne, mi smo seveda otroci potem čakali, daj bo Lojze spet šel v Ameriko, ampak te dolarje imamo otroci še vedno shranjene in jih seveda čuvamo in to je za nas več kot ne vem kaj. Tako da v bistvu Lojze je bil skromen človek, tako kot praviš, verjetno mu ki dosti ni pomenilo nove hlače, nove čevlje, kot si rekel, ne. Vinogradu se je verjetno počutil še najlepše, poleg odra seveda, in spomnim se besed Slavkota, sina, starejšega, ko je Lojze že nekako malo bolehal, je rekel Slavko, ali veš, ali kaj oče stopa na oder, je pa zdrav. In tako je pravzaprav igral Lojze do Jaz bi rekel tako, da ne bo predolga. Glejte, niti slučajno zgodba o Lojzetu Slaku še ni končana, da ne boste mislili, da se je končala smrtjo, pa da se je končala, bom rekel, s tem trenutkom, ki ga zdaj živimo in tako naprej. To je zgodba, ki bo trajala in trajala. In en lep del te zgodbe je dala v lepo pisano obliko tudi Anica.